V Sloveniji živi več tisoč gluhih in naglušnih, ki so na trgu dela pogosto spregledani. A številni med njimi dokazujejo, da so lahko enako dobri, pogosto celo bolj predani, vestni in lojalni delavci kot slišeči. Ključno je, da dobijo priložnost in ustrezno podporo. V pozitivnih delovnih izkušnjah se skriva ključ do sprememb. Gluhi delavci so odlični delavci, lojalni delavci, ostajajo pri delodajalcu, lepo se vključujejo v delovno sredino, zelo se tudi medsebojno informirajo o zaposlitvenih priložnostih, tako da so tudi kolegialni v svoji skupini. V delovni sredini je včasih tudi dobro, da sta mogoče v delovni skupini vsaj dva. V primeru dobrih, odličnih zaposlitev so delodajalci pripravljeni odpirati vrata za zaposlovanje gluhih tudi vnaprej. Posebno pomemben je prehod iz šole v delovno razmerje in pravilno ravnanje pri prijavi na Zavod za zaposlovanje. Od ustrezne odločbe je lahko odvisno, ali delodajalec uveljavlja finančne ugodnosti. Zelo pomembno je, da čim prej pride po zaključku šolanja do prijave na Zavod za zaposlovanje in da gluha oseba ob prijavi tudi pove, da prihaja iz šolanja, iz kakšnega šolanja prihaja in da je imela v zvezi z šolanjem tudi izdano ustrezno odločbo. To odločbo prinese s seboj, da lahko potem tudi preverijo, ali ta odločba je takšne narave, da lahko delodajalec, pri katerem se bo gluh zaposlil, ga šteje že tudi kot invalida in ga uveljavlja v kvoti, kot preseganje kvote in da lahko zanj uveljavlja tudi odstopljene prispevke iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Druga od odločb, ki štejejo za invalida pri prijavi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma pri zaposlitvi, pa je odločba o oceni telesne okvare, ki jo imajo gluhi. Po preteklem seznamu 70%, po novem pravilniku o telesnih okvarah pa 80%. Torej, če imajo to telesno okvaro v tej višini, jih delodajalec že lahko zaposli in prijavi kot invalid. Zavod za zaposlovanje ponuja tudi prostovoljni vstop v program zaposlitvene rehabilitacije, sistemsko podporo za iskanje zaposlitve, psihosocialno pomoč in usposabljanje. V primeru, da se pa odločijo na Zavodu za zaposlovanje za vstop v program zaposlitvene rehabilitacije, lahko pridobijo na zavodu pravico do zaposlitvene rehabilitacije. Ko jo pridobijo, jih Zavod za zaposlovanje napoti k izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije v te storitve, ki so pomoč pri izbiri poklicnih ciljev, usposabljanje na konkretnem delovnem mestu, psihosocialna pomoč, če je ta potrebna, potem pomoč pri iskanju delodajalca. V teh storitvah potem se konkretno usposabljajo delodajalcu ali tistem, ki so si ga izbrali, ali tistem, ki jih imamo mi v mreži sodelujočih delodajalcev, in vsaj po 3 mesecih delovne vključenosti se lahko glede na vedenje na delovnem mestu in doseganje delovnih rezultatov tudi opravi ocena, ki lahko pripelje do, torej ocena zaposljivosti, ki lahko pripelje do predloga do zaposlitve. V primeru podporne zaposljivosti, te imamo v skupini gluhih in naglušnih v pretežni meri. V tem primeru pride do ocene, ki pokaže, da bo invalid v običajnem okolju, da bo gluh v običajnem okolju potreboval določene podporne storitve, ki jih lahko ima tudi do 30 ur na mesec,
In pomembno je, da tu upozorim tudi na to, da so to lahko tudi storitve tolmača slovenskega znakovnega jezika. Podporna zaposlitev gluhim omogoča dodatno pomoč, do 30 ur mesečno, v obliki financiranja sodelavca pomoči pri delu gluhi osebi, kot tudi v obliki storitev tolmača slovenskega znakovnega jezika. Če je tako, da mogoče tudi samo komuniciranje, recimo sam proces dela zahteva daljši čas, pa je zaradi tega mogoče tudi delovna učinkovitost nekoliko nižja. V tem primeru pa spet s posebno vlogo lahko potem tudi delodajalec oziroma invalid zaprosi za potem subvencijo plače, invalidu, ta se potem prikazuje na plačni listi, je pa lahko v primeru podporne zaposlitve 10, 20 ali 30% minimalne plače. Zaposlovanje gluhih in naglušnih ni le družbena odgovornost, ampak tudi vlaganje v sposobne, motivirane in predane delavce. S podporo, razumevanjem in prilagoditvami lahko tudi v svetu tišine ustvarjamo svetlo prihodnost.